Put your head up, play! Jojo, živo, lep pozdrav vsem, jaz sem Matej, upam, da se imate dobro. Tokrat pa sva z Blažem zopet gostila odličnega sogovornika. Iztok Franko se nam je pridružil že drugič, mnogi ga pa verjetno poznate kot pisca izjemnih analiz na Mavs Moneyball portalu ali pa preko Twitterja in njegovih analiz, ki jih objavlja tam. O tem, kje ga lahko najdete, več kasneje, povezave pa boste našli tudi v opisu tega podcasta. Z Istokom smo pa imeli eno tako pošteno debato o vseh zadnjih dogodkih v Dallasu, Donju, Carlislu, Haralabosu, pomenu analitike v basketu. Spregovorili smo tudi o morebitnih tradih, kako bi Ben Simmons in Luka morda zgledala skupaj, če bi lahko prišlo do tega trada. Free agency, Lauri DeRozan, morda Dragić, tudi morebitna trenerska imena smo premlevali, vendar nihče ni omenil Kida, o katerem bom pa jaz malce več rekel v uvodu. Namreč podcast smo snemali tik pred novico, da je Kid postal novi trener Dallasa, vendar to naše debate ne spremeni, saj smo govorili o tem, da tam je vedno odločal Cuban in kot kaže bo tako tudi v prihodnosti. Za konec pa še nekaj malega o reprezentanci, prihajajočih kvalifikacijah za olimpijske igre in kako rešiti uganko Valanciunas Sabonis. Mislim, da bo podcast vreden vašega časa in poslušanja. Če je temu tako, bi vas seveda zaprosili, če nam lahko pomagate z všečkom in se vam zahvalili za vso podporo, ki nam jo izkazujete na vseh platformah, YouTubeu, kjer če boste zraven naročnine kliknili še tisti zvonček, boste obveščeni v vseh novih podcastih. Že jutri pa sledi nov podcast z novim sogovornikom Tilnom Jamnikom, novinarjem RTV-vega portala, s katerim smo pa se res poglobili v reprezentančno topiko, pa tudi na široko o basketu, tako da za pripravo na kvalifikacije, ki se začnejo v sredo s tekmo proti Angoli, bosta ta dva podcasta odlična, z Istokom predvsem o Dallasu. Tako kot sem omenil, pa smo podcast z Istokom posneli tik pred novico, da sta za novega glavnega trenerja in GM-a, športnega direktorja, bila izbrana Jason Kidd in Nico Harrison. Jasona Kidda zagotovo mnogi ljubitelji NBA košarke dobro poznate, Nico Harrison je pa eden od direktorjev Nikea, tisti, ki se ukvarja z rekrutiranjem novih talentov za Nike, iskanjem novih igralcev in skrbi za dobre odnose z zvezdniki, ki jih ima Nike pod svojim okriljem, pod svojo znamko, ki zastopajo Nikeove superge. Teh zvezdnikov pa seveda ni malo. O Niku Harrisonu in Jasonu Kiddu bomo precej več povedali še v prihodnjih podcastih, vendar naše debate z Istokom to ni spremenilo, saj je beseda tekla tudi o Michaelu Finleyju, ki bo, tako kot smo predvidevali, postal predsednik košarkarskih operacij in bo nadomestil Donija Nelsona in bo tista druga oseba za Cubanom, ki naj bi odločala pri vseh pomembnejših zadevah, čeprav bosta seveda zraven zagotovo tudi Nico Harrison in Jason Kidd. Predvsem izbira Jasona Kidda je razbesnela navijače Dallasa, ne samo zaradi problematičnega zasebnega življenja Jasona Kidda. Obtožen je bil in na sodišču tudi priznal, da je pretepel svojo nekdanjo ženo, pred 9 leti pa je totalko, medtem ko je bil nažgan, zagrešil, če sem kar direkten. Bil je v vinjenem stanju in se zaletel ter imel pošteno srečo, da ni ta neumnost stala življenja nekoga drugega ali pa njegovega. Dobil je sedaj tretjo priložnost kot glavni trener. Prvo priložnost je dobil v Brooklynu, v zvezdniški ekipi, sicer s Kevinom Garnettom in Paulom Pierceom na koncu kariere, vendar z Brookom Lopezom na vrhuncu.
Tista ekipa je imela tudi odličnega Joe Johnsona, Andreja Kirilenka, Shona Livingstona, tudi imena kot so recimo Mirza Teletović, Deron Williams na koncu kariere, Jason Terry, ki je nekaj let predtem osvojil naslov z Dallasom. Izkušene veterane, dobre igralce, toda z njimi ni dosegal želenih uspehov in tudi podobno bi lahko rekli za Milwaukee Bucks z Giannisom, ki so sezono po njegovem odhodu skoraj da isto ekipo, vendar novim trenerjem Budenholzerjem zabeležili 16 zmag več. Jason Kidd ima podporo številnih zvezdnikov v ligi. Nenazadnje je LeBron James tweetnil o tem, da ga boli, da bo izgubil Jasona kot svojega pomočnika trenerja v Lakersih in mnogi igralci spoštujejo njegove igralske dosežke in cenijo njegovo znanje. Toda neznank je še vedno ogromno, je še vedno veliko, o tem smo tudi veliko govorili z Istokom, zato da ne bom izgubljal časa. Mislim, da lahko kar gremo na našo debato. Tako kot sem dejal, pa v prihodnjih dneh, tednih sledi še veliko novih podcastov, praktično vsak dan. Zato tisti zvonček, če kliknete zraven na YouTubeu, vas bo obvestil o vsakem novem podcastu. Zdaj pa gremo kar veselo na delo. Ja, mislim, da nas danes čaka še en zelo zanimiv pogovor. Zopet se nam je namreč pridružil Istok Franko. Živo, Istok. Živo. Zdravo, lepo, da si v najini družbi. Njegove izvrstne analize, tisti, ki bolj podrobno spremljate Dallas, zagotovo že poznate, najdete jih na portalu Mavs Moneyball, njega pa na Twitterju, kjer prav tako najdete zanimive trede z obilico vseh mogočih statističnih podatkov na @istok_franko. Pa gremo kar v našo topiko, današnjo topike za grist Istok. Zgodil se je ogromno, Blaž. Ja, nazadnje sva snemala podcast z ameriškim blogerjem Bibsom in on je veliko govoril o tem, da si pač želi, da bi v Dallas sedaj prišli neki zunanji, predvsem GM pa predsednik košarkarskih operacij, če lahko uporabim ta prevod. On bi najraje videl neke zunanje ljudi, da bi v bistvu na ta način Cuban nekoliko svoje moči v klubu prepustil nekomu drugemu. No, zdaj pa ravno včeraj so je prišla ven novica, da po vsej verjetnosti bo odgovoren za košarkarski del kluba sedaj postal Finley, ki je pač že dolgo časa v klubu, trenutno je podpredsednik. In mene v bistvu zanima, kak je tvoj pogled na to. No? Se strinjaš mogoče z Bibsom, da bi boljš bilo, da bi prišel nek zunanji človek, ki bi probal popeljati to franšizo naprej, ali se ti zdi recimo Finley neka dobra začetna poteza pri tem rebuildu front officea Mavericksov? Ja, jaz mislim, da je treba vse te novice, ki so se dogajale od recimo temu, ko so odpustili oziroma zamenjali Donija Nelsona pa do odstopa Ricka Carlisla, treba gledati skozi prizmo Marka Cubana, ne? In tudi ta novica včeraj, mislim, da Mark Stein, ki zelo dobro pozna, spremlja Dallas že 25 let, mislim, da je najbolj informiranih teh nacionalnih poročevalcev v Dallasu. Njegova novica je bila pač to, da Cuban ne bo iskal eksternih, ne, predvsem Masai Ujirija, ki je najbolj znan GM iz Toronta ali pa najbolj uspešen, pa Danny Ainge na primer, ampak glavno v tisti novici, kar sem jaz razbral, je to, da pač je problem v tem, da še vedno je on tisti, ki hoče sprejemati glavne odločitve, ne, ali pa je tisti, ki se bo on na koncu odločil. Ne. Tako da vsak eksterni GM, tak, ki ga verjamem, da si ga Bibs in podobni navijači Dallasa želijo, ne, se pravi tak, ki bi vodil politiko, ne, saj športno, kluba, pa sestave moštva, ne, bi hotel imeti predvsem veliko avtonomnost, ne, se pravi, da lahko dejansko sam sprejema pomembne odločitve, tega pa Cuban očitno ni pripravljen prepustiti. Ne. Tako da v tem okolju, ne, se pravi, kjer je Cuban tisti, ki je zelo vpet, zelo hands-on dela na teh tudi sestavi moštva in vseh športnih odločitvah, jaz mislim, da je, kar se zdaj kaže, nerealno pričakovati neke revolucije v front officeu v stilu, da bo prišlo neko veliko ime. Ne. Tako da verjetno, če bo tukaj Mike Finley, kot nekdo, ki je v klubu že dolg časa, ki pozna Cubana, ki z njim deluje,
je verjetno v tem setupu to najbolj realna opcija. Ne. Zdaj sam osebno, ko sem me vprašal, kaj bi se jaz želel. Ja, zgodovina zadnjih 10 let kaže, da ta setup, se pravi s Cubanom na čelu in potem to falango pod sabo, ki je imel Donija Nelsona, da ni bil najbolj uspešen pri sestavi moštva. Zdaj, ni bil tudi toliko neuspešen, kot večina navijačev misli. Ne. Jaz mislim, da Dallas saj z določene poteze, tudi to, da so prepeljali, recimo pa draftirali Luko, pokaže na to, da nekatere zadeve so bile vseeno okej, ampak ne bi pa rekel, da je to bil front office v ligi NBA, ki bi ga rangiral v top 10. Jaz bi rekel, da je to neka sredina. Ne. In predstavljam si, da Cuban sam osebno tukaj revolucije ne bo delal. Isto, kar rekel si, sredina, jaz se strinjam s tabo, verjetno, ampak po vseh teh informacijah, ki so zdaj prišle na plano, sem ta ranking malce spustil. Vedno smo govorili o klubih, kot so recimo Sacramento, pa tudi Sunsi, ki so zdaj v finalu konference, kot klubih z lastniki, ki so znani po tem, da se vmešavajo v vsako odločitev, da sprejemajo vse odločitve, da vlečejo vse niti in da se pogosto ne zanašajo na prave ljudi pri sprejemanju teh odločitev. Kot pravi pregovor, in smo ga tudi v našem podcastu z Bibsom omenili, riba smrdi pri glavi in Cuban bo ostal. In dokler bo Cuban ostal, se mi zdi, da če zgubijo Luko, so v trenutku ne samo med najslabšimi 10 klubi v ligi, ampak med najslabšimi front office lige. Sedaj je namreč vse odvisno od tega, ali bodo uspeli zgraditi šampionsko ekipo in če ne pride do konkretnih sprememb in kaže, da ne bo prišlo, jim to verjetno ne bo uspelo. Ja, sredina, prvič, kot si sam omenil, v NBA-ju še veliko bolj čudnih lastnikov, ne. Sam si omenil Sacramento, pa Phoenix, Robert Sarver, je bil do letos, ko je prišel Chris Paul v ekipo, kjer dvomam, da je prišel zaradi njega, ampak bolj zaradi neke povezave s trenerjem, z Montyjem Williamsom, z Devinom Bookerjem, pa je dobesedno spremenil rezultatski del franšize. Ne. Potem imamo New York z Jensom Dolanom, ogromno enih čudnih zadev. Ne. Recimo, tako da jaz, te zadeve, ki so se zdaj dogajale, jih je treba gledati kritično in niso bile dobre, a ne. Bom pa rekel, če pogledamo na zadnjih 20 let, recimo ena dobra stvar Cubana je bila pač ta, da je bila neka konsistenca. Ne? Se pravi, GM-a 12 sezon je bil Carlisle, tako da imel je nek sistem, ki je deloval. Zdaj, kot sem rekel, moje mnenje ni, da je bil zdaj to top 5 ali pa top 10 mogoče sistem, je bil pa nekje v zlati sredini, po moje. Ne? Je pa res, da je zdaj, kot si pa sam omenil, velik pritisk. Ne? Velik pritisk je na tem, da se je liga spremenila, da je to ratala še bolj nek players league, ne, in tukaj je pritisk Lukata, njegovega extensiona in to, da se zgradi ekipa okoli njega velik. Ne. Zdaj, neki eksterni ljudje bi verjetno bili nekaj, kar bi mogoče klub najbolj rabil, ampak v tem setupu jaz mislim, da tudi spremembe, ki so se zgodile ali pa se še bodo, se pravi, če bo tukaj prišel Finley, v končni fazi tudi trener, če bo intern, kar se zaenkrat kaže velika verjetnost z Jamalom Mosleyjem. Jaz mislim, da so tukaj vse lahko določene spremembe tudi pozitivne za Dallas. Ja, si ravno omenjal Sarverja, ne, mislim, ampak po drugi strani, če Sarverja zdaj pogledamo, očitno nekaj se je iz svojih napak naučil, ne, mislim, manj se je začel vmešavati v celotno zadevo in tukaj je bila neka pozitivna sprememba, tudi v Phoenixu so bili appointmenti, se pravi zamenjave bolj kot ne interne, ampak ja, je se nekaj naučil, zdaj pri Cubanu ne zgleda, da bo to tako, ne, ampak eno stvar v bistvu, ker želi smo pri Cubanu, bi vpeljal še zraven tega recimo shadow GM-a, ne, Haralabosa. On je čisti analitik, se pravi, samo številke ga zanimajo, mislim, na ta način je tudi zaslužil ogromno denarja, pa jaz bi v bistvu tebe vprašal nekaj iz drugačnega vidika, glede na to, da si sam tudi analitik. Kolikšen misliš, da mora biti nek balans med občutkom za igralce, ko ga vidiš nekim eye testom in potem številkami, ki so vzadej? Mislim, vem, nek balans mora biti, ampak zdaj, če bi že mogel potegniti črto, kje misliš, da je ta balans najboljši? Mislim, da so tukaj dve zadeve. Prvo, če konkretno na tvoje vprašanje odgovorim,
Analitika pa številke nikoli niso nekaj, kar gledaš ti samo po sebi, ne, v neki izolaciji. Sprav vedno gledaš, dajo ti lahko neke insighte, najdeš neke trende, neke zadeve, ki jih moraš pa potem, ne vem, v primeru košarke gledati skozi film, skozi tekme, skozi igro. Tudi pri igralcih niso samo številke, pa ni samo igra, tukaj je tudi osebni faktor, ne, kakšen karakter je, kako paše v ekipo. Tako da jaz bi tukaj rekel, da definitivno gre to hand in hand, ne, se pravi, morata biti obe zadeve. Težko je reči razmerje, ampak jaz mislim, da se mogoče s to analitiko, kakor se je na začetku s pozitivno konotacijo pretiravali, ne, da bo analitika rešila vse, skupaj se zdaj verjetno z negativno, kar pomeni, da vsaka stvar, ki čudno na terenu izpade, ne vem, nekdo vrže v kontri 3-1 trojko, pa je to kriva analitika, ni, ne, to je v bistvu nek setup, ki ga imajo igralci pa trener, ne, analitika pravi, samo urodje, ki lahko pomaga, ne. Kar se tiče pa Harala Boba, ne, jaz mislim, da tudi tukaj je on izpadel zdaj kot neka figura, ki je glavni problem Dallasa, ne. Jaz mislim, da ni on glavni problem je bil bolj setup in Cuban, ki je tak setup postavil, ne, se pravi, iz tega, kar se je dogajalo, je razvidno, da je verjetno on zadnjih par let začel poslušati bolj njega, kot pa Donija Nelsona, verjetno tudi Carlisla, ne, na drugi strani, in tukaj je bil nek ta, Američani pravijo, power struggle, ne, kjera opcija bo prevladala. Ne. Še vseeno je pa, jaz mislim, tako kot smo že prej omenili, Cuban tisti, ki je tak setup v osnovi celo dovolil. Ne. Cuban je osebnost, da vedno išče neke prednosti, mogoče kakšnih bolj nekonvencionalnih metodah, ne, verjetno so mu bili taki insighti ali pa te zadeve še toliko bolj všeč, bi mogel pa on, če je on tisti, tako kot smo se prej pogovarjali, ko vso to, ta cel ekosistem vodi, znati to pravilno ukomponirati, ne. Vsi smo rekli, riba smrdi pri glavi in Cuban je tisti, ki je Vulgarisu dal moč, da je potem očitno, kot smo lahko prebrali oziroma slišali od Amika, enega od dveh novinarjev, ki sta razkrila dogajanje v ozadju Dallasa, da je bil Carlisle zaradi Haralabosa primoran začeti v prvi peterki Bobija. Ne samo tiste trojke, ki si jih omenjal kot morda del analitike, tudi Boban v prvi peterki naj bi bil rezultat, posledica Haralabosovega predloga in tukaj ne vem natančno, katere številke je gledal, verjetno tiste o učinkovitosti Clippersov pod obročem, ampak Clippersi so bili tudi zgodovinsko dobra šuterska ekipa v rednem delu sezone in je bilo samo vprašanje časa, kdaj bodo to pokazali tudi v play-offu in z tisto visoko postavo potem so jih razstrelili oziroma odpihnili z igrišča Mavericksa namreč. Ja, mislim, številke, kar so pokazale po prvih 4 tekmah, pač to, da Dallas ni mogel igrati ene kompetentne obrambe, a ne. In so lahko zmagali samo takrat, kadar so res tudi sami neverjetno šutirali, tako kot prvi, drugi, celo tretji tekmi, a ne, ki so jo pol zgubili, a ne. In jaz mislim, da ta poteza z Bobanom in s cono je bila pač nekaj, kar so poskušali, da bi to presekali, ker individualno sploh glede na to, da je bil Kleber, ni bil fizično ok in ni mogel kompetentno Kavaja pokrivati, so potem s tem poskušali. Ne. Se v 5. tekmi jim je celo delno uspelo, ne. So to tekmo dobili, malo presekali. Jaz sem bil tudi sam presenečen, da so to do konca igrali. Zdaj vprašanje, ne, a je bil to najboljši ali najslabši način, da bi dobili to serijo. Videli smo, da na koncu je, tako kot cela sezona Dallasa, veliko od šuta bilo odvisen in ta procent njihovega šuta, tudi Clippersi so igrali boljšo obrambo, je pač skozi serijo padel in tudi v zadnji tekmi so Clippersi tudi zaradi cone Dallasa zelo dober metal, Dallas pa slabo. Ne. Je pa ena zanimivost, ne, da je v bistvu Dallas svoj naslov dobil, ne, skozi en tak insight. Ne. Sicer ne Harala Boba, ampak 2011 ne, so na podlagi analitike pa insightov in line-upov prišli tega, da so postavili JJ Barea v prvo peterko in potem, ko se je to zgodilo, so obrnili tisto serijo z Miamijem. Tako da hoče reči, da tukaj so te zadeve neki insighti, neki, kar trener lahko dobi, koliko zdaj temu on zaupa, pa koliko je bil Kle res primoran, ne vem. Jaz, kukar Carlisla poznam, težko verjamem, da mu je nekdo to postavil kot dejstvo. Zdaj, koliko so mu močno figurirali, pa kakšne so bile te zadeve, je težko reči. No. Je bila pa definitivno, so bile line-upi, ki smo jih videli v finalu, zelo čudni.
Se strinjam s tabo iz tega vidika, da Carlisle si verjetno tega ne bi dovolil, ampak po drugi strani je pa čisto možno, da je ena izmed posledic za njegov odhod potem tudi to, da se je ogromno pritiskalo na njega, kaj mora igrati, kako mora igrati. Ne nazadnje, mislim, poročali so tudi o tem, da je Luka se enkrat na Carlisle drl na tekmi, da pač kdo zdaj tukaj postavlja ekipo, on ali Haralabos. Ne. Ja, jaz mislim, da Carlisle, tako kar smo prebrali o tem zadev, pa kaj smo videli, jaz bi prej rekel, da je Carlisle odšel, deloma zato, ker je pač odšel Nelson, recimo nekdo, s katerim sta delala prej 10 let skupaj, ampak videli se je pa tudi da ta njegov odnos z Dončićem je bil skozi tako zelo napet. In Carlisle, jaz mislim, da je pač meni osebno je super trener ali pa je bil dober trener, se je pa videli mogoče, da način, ki ga ima on, se pravi mogoče malo bolj stara šola, tudi ni najbolj tako imenovan players coach, to, kar sem prej omenil, da liga je pa postala zelo liga, kjer imajo glavno besedo igralci. Tako da bi jaz rekel, da verjetno je to celo večji razlog, zakaj je Carlisle videl, da mogoče pa to na dolgi rok ne bo več šlo. Ker slejka prej verjetno, glede na to, če sta tudi z Dončićem imela tak odnos, kar je izgledal, bi ga verjetno slejka prej zamenjal. Potem se ti zdi, da je v bistvu ta odnos, ki sta ga imela z Luko, večji razlog za njegov odhod kot recimo odhod Donija Nelsona ali pa Haralabos Vulgaris, ta dogodek, ki ga je omenil Blaž, kaže na to, da je ta tenzija na relaciji Luka Vulgaris definitivno obstajala in to ni bil edini dogodek, o katerem so poročali, oziroma kratek stik med Luko in Haralabosom direktno. Ja, jaz mislim, Luka, kukar ga poznamo, reče marsikaj med tekmo, v žaru, tudi drugim igralcem, tudi ostalim, tako da sigurno je nekaj tazga povedal. Jaz mislim, da, tako bom rekel, če bi bil Dončić, Carlisle odnos super, in če bi imel samo Dončić problem s Haralabom, jaz mislim, da bi sigurno prvi, ki bi ga kumen zamenil, je Haralabom. Tako da, če bi imela Carlisle pa Dončić super odnos, bi sigurno Carlisle predvidevam ustal. Jaz mislim, da tukaj Cuban ali pa se je izkristaliziralo to, očitno je Carlisle pač tudi sam dosti pameten, da je to videl, da verjetno na dolgi rok Carlisle pa Dončić nista kompatibilna. Verjetno je ta stvar z Haralabom vse te zadeve zakomplicirala ali pa še potencirala, ampak jaz mislim, da če bi Dončić hotel, da Carlisle ostane trener ali pa če bi na dolgi rok si ga želel videti kot trenerja, jaz mislim, da bi Carlisle, če bi seveda to hotel, ostal. Tako da iz tega vidika so se mogoče zdaj zadeve, ki so se prvo zgodile z Nelsonom, pa potem s Carlileom, samo malo bolj spotencirale, pa zgodile prej, ki bi se mogoče drugače. Dvomim pa, da je bil glavni razlog za to, da je Carlisle ušel recimo Haralabov, ker se pač iz tega vsega, kar se je do zdaj videl, kar so tudi zdaj zadeve, ki so prišle na plano, se je videl pač, da sta imela Carlisle pa Dončić zelo tak toplo-hladno odnos. Se strinjam, ampak še vedno se mi zdi, da vsaj po zgodbah, ki so prišle na plano, da ne vem, če bi Luka mogel izbirati med Donijem Nelsonom in Haralabom, bi verjetno izbral, da Donij ostane in Haralabob gre. In se mi zdi, da bi bilo podobno tudi s Carlisleom. Dosti se govori o tem, da je bil Carlisleov odnos pretrt, ampak Luko so trenirali dosti bolj trdi trenerji. Mislim, Laso je sicer v Euroligi znan kot players coach, ampak v NBA ligi je to daleč od players coacha. Dosti bolj strog je bil z Luko kot Carlisle. Samo je tudi ena velika razlika, da je Laso treniral Dončića, ki je bil star 18 let, pa ki ni bil pol taka zvezda, ki je zdaj. Tudi NBA drugače funkcionira, kot evropska košarka. V NBA-ju trenutno so igralci tisti, ki nekako vodijo, kako se bo sam klub pa dejansko vse okoli tega vrtel. Vidimo v Brooklynu, vidimo Lebrona, v končni fazi prej Hardna v Houstonu in podobno. Tako da jaz mislim, da Dončić se zaveda, da s tem extensionom, da pač bojo mogli okoli njega zgraditi ekipo in zdaj on ima kar veliko moč. Zdaj, koliko je on dejansko uporablja, pa koliko ne, je vprašanje. Ampak jaz mislim, da za enega igralca, tako kot je on, tudi če ga vprašajo, ne vem, za Donija Nelsona, seveda je rekel, da mu je hudo, ker ga je on draftiral, pa ga je poznal. Ampak jaz mislim, da
igralci načeloma, sploh toliko mladi, kot Dončić, se po mojem ne obremenjujejo, kdo je general manager v klubu. Mislim, da je veliko bolj za njih važno, kdo je trener. Tako da jaz mislim, da tukaj je ta relacija Carlisle, trener, Dončić je veliko bolj pomembna, kot z nekim, ne vem, Haralabobom ali pa Donnie Nelsonom. Tako da jaz mislim, da tukaj je pač se zgodila ta sprememba, tako kot sem pa prej omenil. Mogoče za Dallas tudi ni slaba, ker Luka ima recimo z Mosleyjem super odnos. Zdaj jaz verjamem, kot sem tudi večkrat sam povedal, da težko bo boljšega trenerja, kar se tiče taktike, kar se tiče same postavitve igre napada, najdel kaj Carlisle in dvomim, da to Mosley bo. Je pa po drugi strani tukaj ta kemija med njim pa Dončićem. Tudi sam sem napisal na Twitterju, da v tej situaciji bi si tudi sam verjetno želel Mosleyja najbolj. Je pa to, da je on zelo priljubljen v NBA ligi. On ima ne samo z igralci Dallasa, ampak tudi z ostalimi. In tukaj jaz mislim, da je imel Dallas problem v zadnjih 10 letih s to postavitvijo Nelson, Carlisle, ker neki free agenti, neki igralci zaradi njih sigurno niso prihajali v Dallas. Carlisle je imel kar dosti konfliktov z različnimi igralci. In če že ne bi rekel, da zaradi njega niso prišli, sigurno pa prav zaradi Carlisla noben ni prišel v Dallas. In tukaj mogoče, da se bo majhen ta kultura spremenila, če bo tukaj kombinacija Finley, Mosley, ker sta oba, kot sem rekel, imata dosti velik renome v ligi, v končni fazi tudi kulturno, če pogledamo. Do zdaj je bil Dallas s Cubanom na čelu, ki je tudi par neprimernih izjav na to temo dajal, z Carlisleom, z Donnijem Nelsonom, z dvema glavnima zvezdnikama, najbolj belopolta ekipa v ligi so jih tako malo v šali označili. Tako da jaz mislim, da tukaj ta kultura, če bo imel temnopoltega trenerja, temnopoltega GM-a, ki sta oba zelo, kot sem prej rekel, priljubljena v ligi, jaz mislim, da jim tukaj prej zna pomagati v free agency. Ne glede na to, bo Cuban vstal ali ne. In mogoče z Luko v tem kratkem obdobju je mogoče to celo bolj važno, da dobijo nov talent, ker glede na to, kako on igra košarko, verjetno napad bo zelo podoben temu, kar je. Jaz ne pričakujem tukaj revolucije, se pravi bolj eksekucija tega napada in eksekucija pa važna v tem, kakšne igralce bo imel Luka okoli sebe. Če bi lahko izbiral med vsemi trenerji zdaj v ligi, čistko iz recimo vidika stila igre, taktične podkovanosti, bi še vedno izbral Mosleyja ali bi recimo izbral kakšnega drugega trenerja. Zdaj govorim, ne glede na to, katerega koli trenerja v ligi, če bi ga lahko kar vzel pa dal v Dallas noter, bi še vedno izbral Mosleyja ali bi mogoče se odločil za katerega drugega. Težko je govoriti o Mosleyju kot trenerju, ker ne vemo, kakšen trener bo. Težko vidim, da bo od teh trenerjev, ki so trenutno na trgu, pripeljali nekega top 5 trenerja po taktičnih kompetencah. Jaz recimo zame osebno so bili top 5 trenerji v ligi, ne vem, Nick Nurse, potem Spoelstra v Miamiju, Popovič in od teh je nerealno, da bo kdo prišel od Dallasa. Vse ostalo je potem... Prost, kaj te prekinjam. Stotts, Budenholzer, mogoče ta dva, ali D'Antoni, ta 3 imena sem hotel samo še vršiti. Jaz mislim, da bi bil recimo Mike D'Antoni zanimiva izbira, ker bi se igral zelo napadalen basket in on to sigurno zna. Ni pa spet, jaz dvomim, da bi bil to neka dolgoročna rešitev, tudi oni že v teh letih in dvomim, da bi bilo tukaj kakšna bistvena sprememba. Tudi moje osebne mnenje, da glavni problem Dallasa obramba, ne napad. Ampak to je tudi pomembno, s kakšnimi igralci imajo. In zato tako, kar sem prej omenil, poanta, zakaj jaz mislim, da je mogoče v trenutni situaciji Mosley najboljša izbira, je ravno ta, da jaz mislim, da napadalna košarka ali pa sistem napada z Luko in načinom, kako on igra košarko, pa kje je trenutno v karieri, jaz mislim, da je veliko bolj pomembno od neke hude taktike, da je bolj pomembno, kakšne igralce bojo kratkoročno dobili v klub in tukaj mogoče, tako kot sem prej omenil, da jim zna Mosley bolj pomagati kakšen drug trener, recimo tako, kot si prej rekel, Budenholzer ali pa D'Antoni ali pa Stotts. Dallas je zdaj v fazi, sploh s tem resetom, kjer imajo 3 leta časa, da zgradijo ekipo okoli Dončića. On bo podpisal letos extension, zadnje 4. leto rookie pogodbe in potem, recimo, če podpiše extension, že 4 leta imajo 2 leti v extensionu časa maksimalno, da se zgodijo eni konkretni premiki naprej. Videli smo z ostalimi, z Anthonyjem Davisom, s Hardenom, z Paulom Georgeom, ki so vsi nekje na sredini extensiona že menjali klube.
Tako da jaz mislim, da tukaj v 2-3 letih ima Dallas časa in jaz mislim, da se Cuban tega zelo dobro zaveda. Ne. Tako da bo tukaj verjetno naredil vse, da bi bil Dončić dolgoročno zadovoljen v klubu. Predebatirali smo Cubana, predebatirali smo GM-a, trenerja, Mosley je tisti glavni kandidat. Zdi se, da bodo zdaj vse poteze znotraj kluba vlekli, da ne bodo kakšnih ljudi od zunaj pripeljali, morda GM-a, ampak predsednik Finley smo omenili. Potem jih pa čaka free agency. Tako kot si dejal, Iztok, rabijo boljše igralce, rabijo več talenta. Serija proti Clippersom je to nazorno pokazala in tudi pokazala, da sta recimo Atlanta in Phoenix bolje gradila okoli svojih igralcev. Obe ekipi sta v finalih konferenc. Dallas pa se zdi, da je od tega v tem trenutku še precej oddaljen. Kaj so zdaj naslednje poteze na prostem trgu, ki jih morajo povleči ali pa preko tradov? Ja, Dallasu manjka tukaj talent. Največji manjko je definitivno se zgodil s tem, kar se je zgodil pač s Porzingisom. Ne. On je nazadoval dejansko in je še manj tista druga zvezda, ki bi mogel biti. Ne. Tako da to je zelo zakompliciralo gradno ekipo Dallasa, zato ker on je trenutno max igralec, ne, se pravi na maksimalni pogodbi. Ne. In ko bojo zbrali trenerja, tudi GM-a, jaz mislim, da prva zadeva resna, ki bojo mogli oni videti, kako vidijo Porzingisa, ne, pa njegovo vlogo. Ne. Jaz mislim, da je od tega odvisno vse ostalo, kar bojo delali tudi v free agencyju. Zdaj, zakaj? Zato, ker naslednja domino za Porzingisom je Tim Hardaway Jr., ne, ki mu bo potekla pogodba. Moje osebno mnenje je, da če so tvoji 3 najboljši igralci, Dončić, Porzingis pa Hardaway Jr., ne bomo velike spremembe videli na tem, kar je bilo letos. Ne. In so zelo težko tvoji 3 nosilci, zato ker so vsi 3 recimo v obrambi problematični. Ne. Tukaj okoli tega 3 je zelo težko graditi. Ne. Tako da bo zanimivo, kaj bo v free agencyju naredil, ne glede na to, tudi če se odločijo, da pač Porzingis ni tist, ki bi dolgoročno pasel to ekipo, ga bo težko tradati, ga bo težko zamenjati, ampak videli bomo, koliko bojo te zadeve agresivne, ne. Koliko dejansko bojo rekli, ne, Porzingis to ni to in bojo probali nek reset, ali se bojo te zadeve vlekle še naprej. Ne. Kratkoročno, tako kot sem rekel, če bo Porzingis ustal, že ko se bo free agency začel, če tukaj ne bo nekega trada, če bojo podpisali Hardaway, težko pričakujemo na začetku naslednje sezone neke velike spremembe, bi jaz rekel. Ne. Tudi ta salary cap, ki ga imajo, če bojo Hardaway podpisali za, ne vem, rekel v rangu 15 do 20 milijonov dolarjev in prav velik salary capa ali pa ta maksimum slot, ki ga zdaj imajo, ne bo ostal. Ne. Tukaj je pol še ta Josh Richardson, ki ima opcijo za naslednjo leto, če jo bo spustil ali podaljšal, tudi to bo vplivalo na to, kaj Dallas lahko naredi. Tako da niso v najbolj zavidljivi situaciji, ne? In bomo videli, kako se bodo te zadeve začele s prvo domino, ki bo novo vodstvo, pa nov trener, kako bodo videli te zadeve naprej. Ja, nazadnje, ko smo se z Bibsom pogovarjali, on uporabil besedo kreativnost pri tem, kaj lahko naredijo, da bodo mogli biti kreativni. Omenil si Porzingisa, vsi vemo, da je to največji problem Dallasa v tem trenutku. Omenil si tudi, da je nazadoval zdaj predvsem obrambno. Mene res zanima, kje ti vidiš razloge za to, da je tako v obrambi padel? Se ti zdi, da je to neka samozavest, da je bil to nek sistem, ali pač enostavno se je zdaj pokazalo, da morda pa nikoli ni bil tako dober obrambni igralec, kot smo imeli občutek v prejšnjih letih? Ne, jaz mislim, da tukaj je več plasti za to vprašanje, ne. On definitivno je bil v redu obrambni igralec, ne, sigurno, sploh v New Yorku, tudi prvo sezono v Dallasu, to so tudi vse številke pokazale, ne. Bil je dober obrambni igralec v določenem sistemu, ne. Kar se pa dogaja v ligi NBA zadnje 5 let, zadnje 2 leti pa še bolj, je pa, da gremo vedno bolj v ta skill ball, ne, se pravi 5 igralcev, ki znajo na igrišču delati vse, ne. In je vedno manj visoki igralci, sploh tako ekstremno visoki, ki je on zelo težko v play-offu kompetentno igrajo potem obrambo, ne. Zato, ker
Vidimo, da je playoff zelo kruta košarka, iščejo se matchupi, rotacije in slej ko prej moraš prevzeti oziroma pokrijati kjerkoli drugega igralca. Tako da vidimo, celo igralec tipa Rudy Gobert je imel probleme letos v seriji, Utah Clippers. Tako da to je ena zadeva, ki mu ne gre na roko, se pravi čist smer, v katero se NBA košarka razvije, vedno bolj se meče, se pravi, vedno bolj se širi igrišče, več je prostora in kriti nekoga v prostoru pred 22 je zelo težko. Druga zadeva, ki je pa to pač veliko bolj poslabšala, je pa jaz mislim njegov čisto fizična regresija. Jaz mislim, da po tej zadnji poškodbi meniskusa se je videl, da to ni več isti igralec. Jaz sem delal tudi eno analizo, ki sem gledal pač razne klipe iz New Yorka proti temu, se vidi, da je to kot dan pa noč. On je veliko manj mobilen, veliko manj eksploziven, v NBA-ju pa potem vsaka sekunda šteje. Tako da tukaj je ta kombinacija obojega, ki je te zadeve potem zelo poslabšala. Po zadnji poškodbi je Porzingis potreboval več kot 2 leti, da se je vrnil. Misliš, da obstaja kakšna možnost, da bo po tej drugi poškodbi, po zadnji poškodbi meniskusa enako in da bo naslednjo sezono lahko morda boljši v obrambi? Koliko možnosti daješ temu scenariju, o katerem se tudi spekulira? Mislim, ena zadeva je, ki so tudi že večkrat povedali, pač ta, da on v zadnjih 6 letih ni ene sezone končal zdrav, tako da to je prva, da bo imel po dolgem času prvi off-season, kjer je zdrav, kjer bo lahko delal na temu, na telesu, se pravi, ne bo rehabilitiral, ampak bo dejansko lahko delal neke zadeve. Tako da to je mogoče en razlog za optimizem, da bi lahko recimo dobil del tega, kar je izgubil nazaj. Je pa druga zadeva, za katero sem pa jaz pesimist, da je pa po moje veliko večja verjetnost, da se to zgodi, ali pa ne glede na to tudi, če se to zgodi, verjetnost, da kakšna nova poškodba pade, ki bo zadeva spet še bolj zakomplicirala, zelo velika. On ima pač tak tip telesa, toliko je velik, tudi igralci, ki so večji, več od 2,15, ne igrajo veliko tekem v karieri. Tako da tukaj je ena zadeva, zaradi katere sem jaz bolj pesimista. Mislim, da kratkoročno lahko on del tega dobi nazaj, ampak vprašanje je pa, koliko je ta njegov zdravje dolgoročno. Mislim, čaka se lahko potem skozi temu nekem riziku nove poškodbe, ki je pa pri njemu zelo velik. Če recimo čisto teoretično, če bi ga lahko menjal, kam bi ga recimo ti poslal, kjera recimo ekipa bi se ti zdela, da ima nekaj, kar bi Dallas lahko dobil nazaj, glede na njegovo vrednost? Ja, mislim, te tradi so zelo zanimivi. Tudi, mislim, ko se bo začele bolj resne špekulacije, se bo videl, kakšen je njegova vrednost na trgu, ki ni največja trenutno, sploh po tem play-offu pa po sezoni. Ne vem, verjetno je kakšna ekipa, ki dela rebuild, ki bi mogoče, rada nekoga, ki vseeno ga lahko prodajo kot zvezdo, pa bo težko do kakšne zvezde v free agency prišla. Vidimo, kaj dela Oklahoma. Oklahoma v bistvu vse pogodbe, za katere smo mislili, da se jih ne da tradati, so v zadnjih parih letih pobrali, pa jih potem naprej zamenjali. Videli smo Chrisa Paula, videli smo Ela Holforda, podobne, vse te zadeve so, tako da oni so sigurno zanimivi, ampak oni sigurno ne bojo tukaj tradali, da bo Dallas dobil nazaj, neke zelo velike assete za naprej. Tako da bi mogoče lahko nazaj dobili Simonsa? Kaj misliš o tem tradu, ki je zavrel predlogom? Po teh, kar je Simons pokazal, tudi mnenja so zelo deljena. Mislim, težko vidim Porzingisa v Filadelfiji, tako da to bi mogel biti nek freeway trade, zato ker Embiid pa Porzingis skupaj nista kompatibilna. Ampak vsem, tudi če bi skozi nek freeway trade prišel Dallas do Simonsa. CJ McCollum, Simons, Porzingis so predlagali nekateri. Sam osebno, jaz bi bil za to. Ne vem, z vidika Portlanda, oni so imeli katastrofalno obrambo in bi imeli tudi oni problem, kako skupaj sestaviti Nurkića pa Porzingisa.
Ampak recimo, z vidika Dallasa, Simons je zanimiv igralec, tudi on je limitiran, tudi on je zelo igralec, ki ni za playoff, kar se je pokazal v zadnjih 3 leta, je pa verjetno velik upgrade z vidika obrambe. Tako da jaz mislim, da tukaj Dallas bo mogel na dolgi rok v Luki imeti 4 nadpoprečne obrambne igralce. Tako da tudi, če bi bil on edini nešuter na terenu, mogoče, da bi to celo lahko funkcioniralo. Je pa vprašanje tudi spet tega ega, kjer imajo probleme, tudi Dončić in Porzingis odnos ni najboljši, Simons tudi ni, bomo rekli, najbolj lahek karakter, tako da vprašanje, kako bi bilo tukaj kompatibilno. Tako da rekel bi, da mogoče bilo novega, nekaj bolj zanimivega spremembo v ekipi, še vsem bi imeli igralca 4 leta, še daljšo pogodbo, kot Porzingis na maksimalni pogodbi, in tudi Ben Simmons, če je to tvoj max igralec, je vprašanje, kako daleč lahko priješ v playoff. Na zadnje je to tudi Doc Rivers rekel. In so njegov lastni trener, da pač enostavno ne veš, ali lahko z njim karkoli narediš. Njegov ego je pa velik problem. Na zadnje mislim, da je tudi njegov ego nekaj, zaradi česar on ne upošteva na svet trenerjev in tako naprej, in on v bistvu ne meče in on se pač, meni vedno bolj deluje, da se je pač odločil, da on tega pač ne bo počel. In vsi tako pravijo, da ni problem v tem, da ne bi znal recimo metati trojk, ampak enostavno jih ne. Zdaj tazga igralca imeti zraven, ki je v bistvu na nek način nevodljiv, je zelo, zelo težko. Tako da jaz čisto iskreno tega trada ne vidim kot neke pozitivne stvari za Dallas, ampak v končni fazi zvezdnik pa je, nekateri pač navijači radi sanjajo o zvezdnikih in ne glede na to, kaj se naredi. Mislim, Simons verjetno v Dallasu ne bi igral isto kot Simons v Filadelfiji. Verjetno bi ga uporabljali bolj kot Bema uporablja Miami, vsaj to bi bil nek bolj idealen primerljiv scenarij. Prednost bi bila zato, ker raketa je bolj odprta. On bi verjetno mogel Dallasu igrati centra, v Filadelfiji je pod košem in bit, ne glede na to, in je tudi za njega manj prostora. Tako da tukaj so neke zadeve, zaradi katerih verjamem, da se zdi zanimiv navijačem Dallasa. Se pravi, če bi igral vlogo Dwighta Powella v stilu rim rollerja in potem centra v obrambi, in tako, kot sem prej rekel, če je bil edini nešuter na igrišču, ampak dvomim, da je to realen trade za Dallas, oziroma da bi Philadelphia videla Porzingisa skozi Triway kot neko ekvivalentno zamenjavo. Dejstvo je, da zdaj v situaciji, v kateri je Dallas in glede na igro Porzingisa, idealnih tradeov ni, zanj kakšne idealne zadeve, idealnega igralca, zdravega, ki zna vse, ne bodo dobili, so samo slabe in slabše opcije, in tukaj jih čaka, tako kot smo že govorili, kreativnost, veliko kreativnosti. Tako, kot si omenil, jaz mislim, da tukaj da so dve opcije, ali bojo probali Porzingisa tradati za neki, se pravi, da sprostijo, da se znebijo njegove pogodbe, se pravi, da spustijo ta max salary slot, in verjetno v tem primeru ne bojo dobili neke ekvivalentne vrednosti, mogoče pa bojo dobili več fleksibilnosti, da bojo potem lahko kreativno naprej ekipo sestavljali. Zdaj, glede na to, da letošnji free agency ni lih najbolj bogat, verjetno je Tim Hardaway Jr. v letošnjem free agencyju morda celo drugi, tretji najboljši igralec, ki bo pač iskal novo pogodbo. Pa me zanima, kaj bi pripeljal na mesto Hardawaya zdaj v free agencyju. Recimo Lowry se omenja, DeRozan se omenja, se ti katera od teh dveh opcij zdi zanimiva. Nekateri imajo pomisleka tudi glede starosti in pa recimo pri DeRozanu tudi pač obramba, ki je praktično ne obstaja, in ravno v tem v bistvu mi že govorimo ves čas, da je to tudi največji problem Dallasa, Tako da iz tega vidika me zanima, če vidiš kakšnega potencialnega free agenta, ki bi bil zanimiv za Dallas. Lahko tudi kot neposredna menjava za Hardawaya, lahko pa tudi recimo morda 2 do 3 igralce, ki bi ga lahko nadomestili, ki bi pač morda izboljšali ekipo, kot je sedaj. Jaz mislim, da Hardawaya, tudi zato, kar si omenil, da pač ta free agency class ni najboljši, je zelo verjetno, da bo Dallas podpisal ne glede na to, ga vidijo dolgoročno v ekipi ali ne. Že samo zaradi tega, da ne zgubijo nekega igralca, ki je neka vrednost. Tako da tudi, če bojo podpisali, to vsaj z mojega vidika ne pomeni dolgoročno, da bo on v ekipi ostal. Lahko pa ostane, pa prav, če potem Porzingisa ne bo. Jaz sam mislim, da kombinacija teh treh, če jih imaš v peterki,
se je pokazalo večkrat, da pač funkcionira zelo težko v obrambi. Ne. Kar se tiče pa free agency ali pa celo tradov, Lowry je za mene zelo zanimiv igralec, ker rešuje veliko problemov, ki jih Dallas ima. Se pravi, igralca v peterki, ki lahko ustvari met zase, ustvari met za druge, je v redu obramben igralec. Tako da to je en rizik v stilu Chrisa Paula v Phoenixu. Vidimo, kaj je Chris Paul naredil v Phoenixu, kakšno dejansko transformacijo in je Phoenix naredil ta korak ali pa celo 2 naprej. In jaz mislim, da najboljša verzija Kylea Lowryja bi lahko to pomagala tudi Dallasu. So pa podoben kot pri Chrisu Paulu leta, riziko, tako da tukaj gre lahko zadeve tudi narobe. Se pravi, se lahko zgodi kakšna poškodba in je potem imaš spet nekega max igralca, ki ne igra. Meni kot igralec je veliko bolj všeč za to ekipo, kot pa DeMar DeRozan. Tako, kot si sam omenil, čeprav DeMar DeRozan rešuje problem tega, da imajo drugega igralca, ki lahko si sam ustvari met, ki lahko poentira, ki lahko v play-offu igra. Je pa spet, kar si že ti omenil, je pa ta fit. Dobimo pač ob 3-4 najboljših igralcih Dallasa trenutno, ki so vsi slabi v obrambi, še 5. Tako da tukaj jaz mislim, da rešiti en problem pa potencira še veliko bolj ostale, ki že obstajajo. Jaz bi mogoče še Rajko Lowryja v Dallasu videl Dragića. Ko govorimo iz aspekta kemije, bi bila to verjetno še boljša rešitev, tudi iz aspekta locker room liderja. Pa ko govorimo o starosti in temu faktorju poškodb, je pri Lowryju in Dragiću praktično enak. Cena bi bila pa verjetno pri Dragiću nižja. Mislim, da bi tudi bolje sodil sistemsko zraven njega. Seveda je pa res, da Goran bo skoraj zagotovo ostal v Miamiju. Mislim, da so možnosti za njegov odhod minimalne, ker se tam odlično počuti, ampak kaj misliš o tej ideji? Ja, jaz sam osebno Lowryja malo bolj cenim, tako čisto osebno. Mislim, da predvsem kar se tiče tudi obrambe, tako kot sem rekel, on je tuj igralec in je igralec, ki pač kakšne zadeve, ki jih je tudi skozi statistiko težko oceniti. Se pravi, ta neka zmagovalna košarka, ali bo ukradel žogo, ali bo, izsilil faul v napadu. Je pač igralec, ki je fighter, ki igra na obeh straneh, obramba, napad, pač v svoji najboljši verziji, igralec, ki ga vsaka ekipa potrebuje in je igralec, ki je v težki seriji sigurno med 5 na parketu. Kar se tiče Gorana, jaz mislim, da res je škoda, da je ta trade 2 leti nazaj propadel, ki je že bil na poti v Dallas, pa je potem, zdaj vidimo tudi zaradi kakšnih zmešnjav v Dallas, front office v Dallasa ni šel skozi, ker bi bil super, super ta komplementaren igralec, ki lahko igre ali skropi, ali igra ob Luki, super lider, jaz mislim, da bi bil za Luko, tako da bi bilo super videti Gorana. Je pa vprašanje, fizično, kako lahko igra še celo sezono na koliko visokem nivoju. Sigurno bi bil boljši, boljša izbira od teh, bom rekel, ostalih igralcev, ki jih trenutno Dallas ima, tipa Brunson, verjetno tudi Tim Hardaway Jr. Tako da pri Goranu je pač samo zdravje, pa koliko težko breme bi mogel nositi. Jaz mislim, da tukaj kot nek komplementaren igralec bi bil super. Jaz osebno še vedno mislim, da je Goran nekoliko boljši od Lowryja, pač to je samo moje osebno mnenje. Če sem čisto iskren, lani Miami, ko je prišel do finala, če Dragića z Lowryjem zamenjaš, mislim, da Miami ne bi prišel do finala, ker je pač Goran bil tako zelo dober, nazadnje je bil tudi prvi strelec ekipe, ki je prišla v finale, ampak se pa strinjam čisto s teboj in tvojo analizo. Mislim, da pri tem v Dallasu bo to še zelo zanimivo in pestro poletje. Jaz mislim, da bo zelo zanimivo in predvsem bomo videli, kako kreativni so lahko. In zanimivo bo tudi videti, kaj v bistvu novo vodstvo razmišlja oziroma na kak način bo razmišljalo, v katero smer se bojo podali, to pač mi sedaj lahko samo ugibamo. Bi pa mogoče na tej točki, glede na to, da je to za Slovence zelo aktualna tema, se mogoče malo še pogovorili okoli olimpijskih kvalifikacij in potem morda tudi olimpijskih iger. Razen, če ne bi Iztok tukaj še kaj dodal v tej zadnji poanti, pa gremo lahko potem na reprezentanco. Kar se tiče Dallasa, mislim, da smo v glavnem zadeve povedali. So na eni prelomnici, in bomo videli, jaz mislim, da ta mogoče začetni entuziazem, ki smo ga imeli vsi ali pa tudi navijači, da bo zdaj to čisti clean house, se verjetno ne bo zgodil, ker je pač Cuban tak, je. Jaz pa mislim vseeno, da mogoče pa saj del problemov, ki jih je imel Dallas, predvsem v free agencyju,
da mogoče tukaj pa je lahko kakšen razlog za optimizem. Bomo pa videli, no, zdaj v naslednjih 2-3 tednih, ko se bo začele prve pozicije, se pravi GM-a, trenerja zapolnjevati in potem sam free agency, mislim, da bomo videli, a je dejansko se kaj zgodilo ali ne, ker zadnje 2 leti sta bile zelo problematične. Ne? Zadnje 2 off-seasona, tako draft kot off-seasona, sta bila zelo problematična. Ne? Tukaj je bilo kar precej kiksov in tukaj si še ene take off-sezone dala preprosto ne more privoščiti. Ne? Ja, bo pa imelo novo vodstvo dejansko zelo kratek čas, ker free agency se začne, mislim, da 2. avgusta, tako da zdaj smo že skoraj julija, bo imeli zelo, zelo kratek čas, da se pripravijo. Definitivno. Zdaj pa ja, no, se lahko lotimo nekoliko tudi reprezentance. Mi z Matejem smo že veliko debatirali okoli tega in mi dva sva, ko postavimo Luko v reprezentanco, dejansko prišla do nekega zaključka, da so igralci v reprezentanci na nivoju, na katerem bojo igrali bistveno boljše od tega, kar ima v Dallasu. Kak je tvoj pogled zdaj na reprezentanco? Koliko si optimist, da lahko pridemo na olimpijske? V kakšnem smislu mislite boljši? V relativnem, napram konkurenci. Recimo Litva, postava Clippersov je v NBA konkurenci dosti boljša od postave Dallasa, kot postava Litve napram postavi Slovenije v FIBA konkurenci. Da damo kontekst. Ja, nisem tak poznavalec evropske košarke, kot recimo NBA, ali pa ne spremljam toliko podrobno. Ekipa, jaz sem šel tudi gledati tole tekmo zadnjo proti Hrvatom, prvo, ki je Luka igral v Stožci. Sem videl, da si bil na Twitterju. Ja. Zanimivo je, koliko hitro vse drugače zgleda, ki postaviš te iste igralce v Luke ali pa brez. Zelo podoben primer, ki je Dallas. Se pravi, ko imaš ti nekoga, ki lahko ustvari, ki organizira, ki povleče nase 2-3 igralce, potem tudi vsi razni šuteri in vse ostalo okoli njega čisto drugače funkcionira pa zgleda. Edina stvar, katera jaz vidim, kot riziko je pač, da bo ta ena tekma proti Litvi, predvidevamo, da bo zmagali Poljaki, odločala. In oni so pa mogoče ekstrem v stilu, da imajo pa ravno pod košom Valenčunjasa pa Sabonisa, ki sta pa zelo problematična, bi jaz rekel. Slovenija je s Tobijom dobila centra, videli smo, da je dober igralec, kar se tiče napada, zna zadeti, z pol distance, super igral pick and roll v prvi tekmi. Bomo pa videli, kako bojo fizično to tekmo z Valenčunesom pa Sabonisom odigrali, tudi kakšen bo kriterij. Jaz mislim, da bo tukaj zelo važno, koliko bojo pustili neko fajtersko tekmo, igra se v Litvi. Tako da ta kontrast se mi zdi, da bo zanimiv in da bo ena tekma, kjer bo spet mogoče tako kot v play-offu, potem koliko bo ena ekipa zadevala, odločil mogoče na koncu. Ne vem, kaj vidva mislite? Ja, tako kot je, kakšno leto ali 2 nazaj rekel veliki Greg Popovič, po koncu tekme pogledam samo procent meta za 3, pa število zadetih trojk, pa vem, zakaj je nasprotnik zmagal ali pa zakaj smo mi zmagali. In v zadnjih letih se res zdi ta trend. Mislim, da tudi Dallas je imel letos neko strašno statistiko zmag, ko so metali bolje za 3 od nasprotnika. Sigurno, pravim, in to bomo videli. Tudi nisem še spremljal nobene tekme Litve, kako bojo igrali, ker njihova, vsaj po renomeju, NBA vodilna košarkarja sta Valenčunas pa Sabonis, kako z njima igrati. Oba sta imela dobro sezono in oba sta fizično zelo problematična košarkarja. Premetavata, bom rekel, tudi centre v NBA-ju, ki so fizično dosti močni, tako da tukaj bomo videli, kako Slovenija ob Tobiju pa Dimcu nima neke hude alternative. Ja, dobro, čeprav sta fizična, po drugi strani, mislim, obramba njuna pa lih ni nek zdaj presežek. Mislim, sta dosti povprečna branilca, tako da... Slaba pravzaprav. Oziroma slaba. V NBA-ju se drugače igra obramba, to, kar smo rekli. Večja raketa je večja, igrišče je večje, in mogoče spet, kot smo prej rekli za Porzingisa, en Valenčunas ali pa Sabonis izpade drugače kot v evropski košarki.
Mene je bolj zanimivo to, ali bo lahko sploh oba naenkrat uporabljena. Je pa res, da tudi Litva je vedno imela tudi zunanjo linijo, ne glede na to, da to zdaj niso neki NBA igralci, dobre igralce. Planetis je še vedno dober. Ja. Tukaj je vprašanje, bomo videli, zdaj naši pripravljalnih tekem več nimajo, kako bo šla ta kemija z Luko, koliko bo, ko bo prva res, bomo rekli, napeta tekma, koliko se bo njega gledali, koliko se bo kolektivno odigrali, te zadeve bojo zanimive, po moje. Mi imamo boljši backcourt, oni imajo boljši frontcourt, tako da bo ta klasična bitka big ball versus small ball verjetno ji bomo priča in potem seveda tukaj pride v igro meč. Če bodo igrali z obema centroma, Valanciunasom in Sabonisom, potem jih lahko mi hitro razstrelimo, odpihnemo iz parketa. Ena zadeva je bila ta tekma proti Hrvaški v Stožicah, da so zelo hitro igrali fanti. Se pravi, Dončić je hitro žogo dobil, pa je šla pa žoga hitro naprej. Se pravi, mi imamo nekih hitrih igralcev, tako da, če bojo igrali hitro, se zna, je tudi en način, kako lahko recimo malo težjo ekipo Litve probajo napasti. Ja, najprej bo pa treba sploh seveda priti do finala, korak po korak. Ja, mislim, nažalost bo prva resna tekma ravno proti Litvi, če pridemo do tja. Mislim, Poljska zdaj ima nekaj dobrih igralcev, ampak ni zdaj to nek podoben oreh, kot je Litva. Kvaliteta je na naši strani. Ja, in tudi potem tako imenovano polfinale, a ne na drugi strani, mislim, recimo Venezuela in pa Južna Koreja nista niti približno na nivoju Litve, ne. Tako da tam se bo še dal kakšno napako skrit, ne, potem proti Litvi bo pa dejansko prva resna tekma in ponavadi ni dobro, če je prva resna tekma šele proti Litvi, kar se tiče nekih taktičnih zamisli, nekih, bom rekel, igravanj in tega, ampak problem je samo predvsem v tem, ker ena tekma odloča in dnevna forma odloča in ja, lahko se hitro ti podre med za 3, nič ne gre noter in potem si tam, ne. Tako da nazadnje smo to videli tudi pri Dallasu 7. tekmo, ne. Nobena trojka ni hotela iti noter, pa če bi bazen ciljali, bi ga verjetno zgrešili. Ja, je pa tudi res, da tudi to se je videlo recimo na tekmi proti Hrvaški, kjer Luka ni zadev praktično nič, še vedno je bil pa njegov vpliv na igro neverjeten, ne. Tako da kup enih problemov za nasprotne, ne. Mislim pa, da bo, koliko si sam Blaž omenil, da je una tekma, ki odloča, da bo prva resna tekma. Jaz mislim, da s Poljaki bo vseeno tekma, ki se bo mogla naši potruditi, ampak potem proti Litvi dosti bo odvisen od kriterija. Prvič, kako bojo Dončića sodili, ki ga je relativno težko, se pravi, koliko kontakta tukaj, koliko na njegovi igri in potem pod košem, ne. Tako da tukaj je ena zadeva, ki bo lahko, da bo imela po moje vpliv na tem, v katero smer bo pa ta tekma šla, ne. Ja, upam, da nam ne bo treba govoriti o sodnikih po predvidenem finalu z Litvo. Ja, res je, mislim, tak playmaker kot je Luka, njegovih proporcev, njegove velikosti, s takim pregledom in občutkom za podajo je Magic, LeBron pa Luka, pa mogoče Jokića lahko damo, ki ne igra na isti način kot morda te trije, ampak kaj misliš o tem seznamu velikih playmakerjev, top 4 vseh časov? Ne, definitivno je tukaj ena kombinacija, ne. Ob tem bi jaz mogoče vsem dodal še Hardena, ne. Harden je v določenih vidikih zelo podoben igralec ali pa zelo podobna sta si z Luko, čeprav ni od nobenih od teh igralcev, ki si jih ti omenil, ni pa zdaj vsak je svoj tip, ne. So pa podobnosti v igri, ne. Tudi kako se igra v NBA sama razvila. Ja, tukaj sem ciljal samo na playmaking, pregled igre in velikost, da gre za zelo visoke igralce. Ne, to definitivno, to pa definitivno. Ja, tudi Jokića, tako kot si omenil, ne, meni je užitek Jokića gledati, pri tej velikosti zna praktično vse, ne. In to je tisto, kar sem prej govoril s Porzingisom, ne, da pač liga, košarka vsa v Ameriki se razvija v to, da praktično moraš imeti čim več kompletnih igralcev in vse te, kar si ti omenil, ne. Tudi Luka letos z napredkom, ki ga je redel, je kompleten igralec, praktično ni skoraj stvari mogoče na obrambi, no, da moraš še malo podelati, ampak je ne bi mogel narediti na parketu, ne.
Ja, mislim, Luka dejansko, bom rekel, nas vse je presenetil. Nazadnje vedeli smo, da bo dober, nismo si pa mislili, da bo tako zelo dober v tako kratkem času. Tudi, bom rekel, v napadalnem smislu, tako kot si tudi že proti Hrvaški omenil, mislim, zelo težko ga je braniti. On bere obrambo nasprotnika boljš kot marsikdo od nas bere spletne novice, no, tako bom rekel, pač enostavno nimaš rešitve za njega in tudi proti Clippersom se je pokazal, ker lahko rečemo, da gre za elitno obrambno ekipo, pač ga niso mogli ustaviti in on se je prilagodil na vse in to je res velik plus tudi za naše na olimpijskih igrah. Ne. Danes recimo to, kar si prej omenil Mateja, ne, pa ti, kar si zdaj Blaž omenil play-offa, ne, kombinacijo velikosti pa playmakerja, to je, če pogledamo serijo, ne, Phoenix Clippersi, ne, en kup igralcev tam igra, ki jih je Luka dobesedno pometel z igrišča v prvem krogu, ne. Patrick Beverley je danes super obrambo igral na Devinu Bookerju, ne, res noro obrambo igral, Patrick Beverley je po drugi tekmi ga ni bilo več na parket, ne. Ravno zaradi tega razlika Booker-Luka, ne, ker je tukaj razlika v velikosti taka in da Beverley praktično ni mogel igrati. Ne. Tako da to je, ja, kar se tega moči tiče, tudi, ja. V moči in predvsem velikosti je fenomena. Ne. Tudi to je bilo meni, recimo, ko sem videl fizično zdaj po dolgem času uživo, ko vidiš, ko ne vem, stoji zraven Zorana Dragića, ki je recimo eno krilo, pa ni majhen igralec, ampak po konstituciji izgleda za pol Luke, ki stojite skupaj. Pa ne samo on, jaz sem bil, ko sem videl tiste slike, sem bil res presenečen nad tem, res koliko je ogromen. Pa sem pa že začel študirati, če slučajno jih v Ameriki filajo s čim drugim, kot v Evropi. Mislim, da to taka res toliko velika razlika v prav korpolenca, no, kak je prav neverjetno. Tukaj je tudi dosti genetike zraven. Ja, to definitivno. Ja. Pa jaz mogoče zdaj za zaključek, ne, še te vprašal, se bo Slovenija uvrstila na olimpijske igre ali ne? Ja, jaz mislim, da se bo, ne. To. Jaz mislim, da ne moramo biti, imamo definitivno najboljšega igralca. Mislim, da tudi kemija, da je ta prava in upajmo, pa mislim, verjamemo, da se bojo, ne. Ja. Ja, mi z Matejem sva že dobila neke informacije, da se litovski športni novinari že kar malo bojijo Slovenije, da so kar zaskrbljeni, tako da to je dober znak. Ja, to je Luka efekt. Ena zadeva, ki smo videli v play-offu, da Luka rad igra, pa dobro igra v gosteh, tako da upam, da bo polna dvorana, da bojo Litvanci navijali, pa da ga bo kdo razjezil, ker se mi da on včasih prav rad neki da ga še dodatno počge. Tako to vsi največji, tako kot je MJ, veliki GOAT, Michael Jordan govoril v Last Danceu, iskuje, če ni mu dal nekdo razloga, ga je pa poiskal razlog za to, da je najdel nek hejt, razlog za sovraštvo, da se je sam motiviral, pa tudi, če je bila to sam narobne superge, ali kaj tasga. Tako da jaz mislim, da sta se kar z tega tiče kar podobna, tako da upam, da bojo najdel kaj v Litvi, če ne pa se mora sekulic zmisliti kakšno stvar, da bo razvezila, ne. Ja, najlepša hvala, Iztok, da si vzel čas in se nam lahko zopet pridružil. Res je bil užitek tale pogovor s tabo, vedno je, in upam, da se nam boš lahko tudi, kot smo rekli, v naslednjih 2-3 tednih se bo še veliko dogajalo v Dallasu in potem enkrat, ko bo čas, se lahko zopet slišimo in analiziramo vse njihove odločitve potem. Ja, definitivno, ne, jaz upam. Pravim, tako kot vsi, ki navijamo za to ekipo, da bojo spremembe pozitivne, da bo po 2 razočaranih v free agencyju, da bomo pa letos bolj zadovoljni. No. Pa bomo potem raj to komentirali, kakor šimfali pa kritizirali vse. Ja, tega je bilo pa res zdaj verjetno že dovolj, tako da upamo, da bomo lahko precej bolj pozitivni v prihodnosti. Še enkrat hvala, Iztok. Ja, Blaž, enako, midva se slišava kmalu v naslednjih podcastih. Bi še kaj dodal, Blaž, Iztok? Ja, Iztok, jaz bi se ti tudi zahvalil za tale pogovor, res je bil užitek. Me zanima, pripravljaš morda kakšno podrobnejšo analizo zdaj v prihodnjih tednih za Mavs Moneyball? Ja, zdaj lotil sem se malo bolj napredno enih podatkov, predvsem v tem analizo, kaj je bilo, se pravi z vidika glavnih problemov, to je, tako kot smo prej omenili, igralci, ki si lahko ustvarjajo svoj met, ki lahko delajo konsistentno v play-offu, pa mogoče v tem, kje so glavna področja, ki jih Dallas more zapolniti. Mi smo dosti govorili o kje igralce bi si želeli
Jaz mislim, da je včasih težko v igralcih govoriti, ker se pol izkaže, da je na voljo ali pa čist neka druga opcija. Lahko pa govorimo o tem, kire zadeve, kire probleme ekipa ima, pa kire probleme morajo zapolniti ali pa kire lukne. In to je ena zadeva, ki recimo zdaj delam, pa mogoče bo v naslednjih 2-3 tednih kaj iz tega vam prišlo. Spremljajte Iztoka na Twitterju, @Iztok_Franko, da ne zamudite tega članka, njegove analize so res zanimive. Tako da še enkrat hvala iz moje strani. Matej, še ti kaj? Ja, ko se nam Iztok naslednjič pridruži, bomo pa kaj rekli o tem članku, ki ga pripravlja in seveda o vseh teh potezah. To je pa to. Hvala in se slišimo. Živa. Hvala. Ja.